Živjo! V današnji oddaji Najlepše vas bomo vodili po sledovih domačij, ki so si pridobile naziv Hiše s tradicijo. Obiskali smo Podgorjansko vinsko cesto, vse od Brežic pa do Gadove peči. Predstavili vam bomo projekt Dežurnih zidanic, ki vas že same po sebi vabijo na lep. Slovenija ima bogato pokrajinsko in kulturno raznolikost, ki po večini zaznamuje izbrano destinacijo. Ohranjanje lokalne pristnosti pa je pomemben segment tudi v turistični ponudbi, ki ga želijo v Zavodu za razvoj hiš s tradicijo vnesti predvsem v tiste turistične objekte, ki vzdržujejo regionalno kulturo bivanja. Kakšen je namen Zavoda za razvoj hiš s tradicijo? Namen zavoda je, da spodbuja kakovostni razvoj turizma na najvišjem nivoju, v katerem turist pozna tudi našo kulturo bivanja, ki je drugačna od kultur bivanja v drugih pokrajinah, v drugih deželah Evrope in sveta. Hiša s tradicijo pomeni, da je to stavba, ki se skozi zgodovinski razvoj prilagodila našemu prostoru, naši kulturi bivanja in tudi izraža našo kulturo bivanja in je zato za turista še posebej privlačna. In to kulturo bivanja on lahko ne pasivno kot v nekem muzeju ali pa pri ogledu Stare Ljubljane, tudi z bivanjem v takšni hiši doživi. Projekt Hiše s tradicijo poskuša turistom približati kraj in njegovo zgodovino skozi aktivni oddih, pri čemer so pomembne tudi okoliške znamenitosti. Ena izmed članic Zavoda za razvoj hiš s tradicijo je kmetija Prkrač iz Dolskega pri Ljubljani. Središče ekološko usmerjene Kračeve domačije predstavlja mogočna hiša, ki je zaščitena tudi kot kulturni spomenik državnega pomena. Poleg tega pa domačija že 23 let z različnimi prireditvami bogati tudi okoliško kulturno življenje. Dodatna ponudba dejavnosti kmetije je tudi razstavna galerija. Razstava se menja enkrat mesečno, v času snemanja so bila na ogled ročna dela vaških žena. Naša galerija 19 je imenujemo kot hišna številka, že res dela 23 let, vsak mesec. Nov program, kulturni program, nikdar se ne ponavljamo, ne v programu, ne v avtorjih, tako da vedno pokažemo bližnjim in daljnim obiskovalcem kaj lepega, kaj novega. Vedno damo prednost lokalnim ustvarjalcem, likovnikom ali kiparjem, ali kar hočete. Ampak gledamo pa vedno, da je 3-4 pa take bolj iminentne, kot da ohranjamo težo galerije. Domačija datira iz 1736. Mi smo že 10. rod. Pred 30 letih so to ženo prevzela, je bilo to malo bolj ubogo, ampak če ima človek voljo, vero, se pa to da obnoviti, to raste in je nekaj lepega. V hiši je možna nočitev, seveda po predhodni najavi, ambient pa gosta popelje v preteklost. Po želji se lahko preizkusite tudi v opravilih na kmetiji. Mi smo v tem roku rečem Svetovne združenje ekoloških kmetij in moram reči, da tujci sploh lansko leto so izredno radi prišli. In pogoj pa je, da je 6 ur na dan dela, marsikdo je delal cel dan, ki je videl, kakšen štos je pri nas. Pogoj pa je, da 6 ur dela, s tem ima hrano in stanovanje pa brezplačno. In na kmetiji, kot je Kračeva, je dela vedno dovolj, tako pri oskrbi živali, kot pri opravilih na polju. Na skrajnem zahodu Goričkega, tik ob meji z Avstrijo, leži občina Rogašovci. In tu boste našli Hrvatovo domačijo, kjer je nekdaj stala 300 let stara kmetija. Od leta 2007 je prenovljena, okus nostalgije pa ustvarja slamo pokrita streha, ki ohranja tisto pravo domačnost Goričkega. V tem idiličnem svetu travnikov, gozdov in vinogradov boste na visoko kakovostni Hrvatovi domačiji lahko občutili pristnost Goričkega, ki sta jo Andrej in Verica ustvarila svojo gostoljubnostjo in z arhitekturno zasnovo domačije. Ta domačija je stara blizu 300 let. Zdaj je obnovljena, je pa rojstna hiša moje soporoge, tako da vrnila sva se pred 5 leti, živela sva v Kranjski Gori. V bistvu je bila zelo tipična domačija v obliki črke U, pokrita s slamo in tako da sva to skušala res ponazoriti, koliko je bila s tem, seveda, ker je druga namembnost, je mečkan širša, mečkan višja, ampak v bistvu smo povabili tudi stare materijale, pokrili spet slamo,
notranji umeti so z ilovico metani, da smo skušali narediti in pasivno hišo in pa še tipično goričko domačijo. Okoliške znamenitosti nudijo številne aktivnosti, na sami domačiji pa si lahko ogledate tudi okoli 1,5 milijona let stare fosilne školjke, ki so ostanki Panonskega morja. Obiskovalcem je za nočitev na voljo 5 prijazno opremljenih apartmajev, tradicija Goričkega pa je vključena tudi v gastronomsko ponudbo, kjer prevladujejo regionalne jedi. Tako kot za vse naše goste smo tudi za vas pripravili striktno prekmurske jedi. Vi imate pred sabo prekmursko gibanico, potem imamo tukaj domači narezek, ki ga vse sami delamo in skutne z namazami, skutni namaz in ocvirkov. Pa imamo langaš, ki je kot topla predjed ali pa samostojna jed, za česnom je krompirjevo kvašeno testo, ki se odsvre v olju. Pa imamo perece, ki jih velikrat damo na mesto kruha, za jesti bograč. In prekmurske koline, bujto repo, ajdove kašnice, prosene kašnice in krvavice. Na domačiji kuhate vi? Ja, sama. Ja. Vam mož kaj pomaga? Absolutno. Domačija torej živi skupaj z gospodarji, ki se povezujejo tudi z ostalimi okoliškimi turističnimi ponudniki. Slikovita obokana vinska klet pa je na domačiji tista pika na i, ki vsakemu ljubitelju vinogradnikov iz Goričkega prikaže še drugo plat teh koncev. Obiskovalci Hrvatove domačije lahko po želji in seveda v toplejših mesecih prenočite tudi na Senu. Kasneje vam bom predstavila še 2 hiši s tradicijo, vsaka svojo značilnostjo, zdaj pa k Marjani in nagradni igri. Takoj torej na Dolenjskem, takole s kolesom, peš ali pa celo s konjem, pa se lahko odpravite na raziskovanje okolice Cerkniškega jezera, morda celo na grad Snežnik ali pa do Križne jame. In izhodišče za vse to je lahko tudi penzion Slamar, ki je svojo 160-letno zgodovino pravi primer hiše s tradicijo. Penzion Slamar leži v osrčju Bloške planote. Gre za mogočno podeželsko hišo v Novi vasi, ki ohranja pristnost slovenskih etnoloških elementov, tako svojo zgodbo kot z dejavnostjo. Hiša ima 160 let, ne? Slamar pa obstaja 30-32 let. Mi dva žena smo to hišo kupila, adaptirala. Iz imen najnih sva sestavljala tudi ime. Jaz sem Slavko, žena je Marija, tako da je to Slamar. V penzionu se lahko seznanite z zgodovino bloškega smučanja in si ogledate smučarsko opremo, o kateri je v slavi Vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor. Tradicijo in ohranjanje pridiha starih časov boste pri Slamarju začutili tudi v starinsko opremljenih sobah. Naše sobe so opremljene v starem stilu. Trudili smo se, da bi dobili stare omare, postelje. Postelje smo mogli podaljšati, včasih so bile krajše, tako kot ljudje. Koliko smo, drugače pa kakšne replike, tako da je vzdušje prijetno, toplo, domače in sem presenečen, da to cenijo tudi tujci, predvsem ne. Med raznolikimi domačimi jedmi, ki so v penzionu na voljo za goste, so tudi sirovi štrukli in žlikrofi z žajbljem. Na čisto drugem koncu Slovenije, na Ptuju, pa v najstarejšem delu tega mesta stoji hiša usnjarja Jerneja. Zgrajena naj bi bila leta 1513, danes je zaščitena kot kulturni spomenik, seveda prenovljena pa obiskovalcem Ptuja ponuja nočitev. Ta del Ptuja, ta ulica ob Dravi je znana po tem, da je najstarejši del Ptuja. In bila je usnjarska in strojarska četrt. Od tod tudi ime, ker v tej ulici so v glavnem živeli usnjarji in strojarji. Tako je tudi ta hiša že leta 1513 bila prvič omenjena v mestnem statutu kot hiša usnjarja Jerneja. Ste tudi v Zavodu za razvoj hiš s tradicijo. Kaj je bilo tisto, kar je prepričalo komisijo, tako rekoč, da so vas sprejeli? Ja, rekla bi, da je bilo zelo pomembno to, da je hiša kulturni spomenik. To je ena izmed pomembnih stvari, potem pa tudi ta preteklost, ta ceh, ki se je tukaj dogajal, ta zgodovina Ptuja z usnjarstvom in strojarstvom.
Usnjarske dejavnosti v hiši danes ni več, ohranjajo pa zgodbo, ki se odraža tudi v sobah namenjenih nočitvam. Spali boste pod lesenimi starinskimi tramovi in stropnimi oboki, ki gosta popeljajo v čas naših prednikov. Nadgradnjo ponudbe v hiši usnjarja Jerneja načrtujejo z vinoteko in zajtrkom. Ker kulinarične ponudbe še nimajo, svoje goste po gastronomske užitke napotijo v poznano ptujsko gostilno Ribič. No, že pred leti je bilo povpraševanje, kako povezati gostilno Ribič z prenočišči. Mi vendarle, ker v sami gostilni Ribič, ko je tradicionalna gostilna z neko tradicijo, nimamo apartmana, vendar smo se pa želeli povezati z bližnjo prenočitveno kapaciteto in najdli smo gospoda, kateri smo, kot ste videli, tudi zelo povezani. Gosti, kateri prihajajo v Ribiča, jih mi pospremimo do te hiše, imajo možnost rezervacije preko Ribiča, preko naše spletne strani ali direkt. Gostilna Ribič je znana pravzaprav po ribah. Mi imamo sladkovodni program, v katerem se borimo, da je predvsem nekako iz Drave ali bom rekla ob Dravi. Ne izstopa pa morski program, seveda, ne. Ponudbo prirejamo v času, to pomeni, da je zdaj, da recimo so špargli, potem bojo lisičke, čisto sezonsko. Povdarek je pa pravzaprav na tradicionalnih jedeh, domačih jedeh, okusnih pa zgodbah. V svoje kulinarične zgodbe poleg morskih jedi vključujejo tudi sladice, ki jih lahko poskusite zgolj pri njih. Seveda pa ob obisku Ptuja ne gre zanemariti ogleda samega mestnega jedra in ptujskega gradu, ki slovi po bogati tradiciji. Hiše s tradicijo so prežete s preteklostjo, ki se odraža v arhitekturi in dekoraciji stavbe, v notranjem ambientu in seveda v okoliških običajih in znamenitostih. Gre torej za projekt, ki ohranja regionalno kulturno dediščino in z njo seznanja turiste. Če torej želite kraj doživeti pristno, bo ena izmed hiš s tradicijo zagotovo prava izbira. Iz tega prešernega vzdušja Podgorjanske vinske ceste se od vas poslavljamo. Hkrati pa vas sredi maja vabimo še v tukajšnje dežurne zidanice. To je bila oddaja Najlepše, prihodnji četrtek pa ponovno vabljeni v najboljšo družbo. Pa srečno!